novosti, ki jih prinašajo, tehnološke iznajdbe, inovacije, skoraj vse reducirajo zaposljivost ljudi. Velika inovacija pomeni toliko in toliko procentov ljudi brez službe. Kako urediti ta problem? Ni samo problem transferja podpor, večjih ali manjših, to je problem civilizacije. Celem svetu in za nas še bolj tragično je, če se bomo izgubili v tem kaosu. Mi imamo kaos na najvišjem tehnološkem razvoju. Zgleda absurdno, ampak tako je, ne sami, cel svet. Ampak za nas je usojeno, da je to eksistencialno vprašanje. Ni samo problem standarda, je problem preživetja slovenskega naroda. Kajti, ko zdrznemo kot narod spet v ljudstvo, ki samo čaka, kaj se bo zgodilo, je pomeni izginevanje, začetek izginevanja. Zato je seveda totalna norost, totalno nepatriotsko dejanje in obnašanje, če skušamo voditi družbo na osnovi moči v razhajanju. Če sem jaz, ne moreš biti ti, če si ti, ne moreš jaz. To nikamor ne pelje. Potrebna je vendarle tista toleranca in tisto spoznanje, da tudi v šibkejšem predlogu so lahko dragocene podrobnosti, ki ti pomagajo, da ti boljšega še izpopolniš. In zato mislim, da je naša perspektiva absolutno, kolikor je, če je sploh mogoče, jaz sem malo pesimist, ukrotiti to norost strank, da živijo samo same zase. Pa on gobec, oprostite izrazu, imajo narodne skrbi. Ko pa gre za realnost, pa se bi podešili. Bil sem nedavno na take seje, ko so me kot Primorca povabili zraven od teh problemov Krasa in to. Diskusija teče krasno, enosmerno, jaz sem rekel, no pa Kras, stranke ene in druge pa enako stališče zauzemajo. Ko je bilo pa za glasovanje enega predloga nedolžnega, kot da bi z nožem odrezal za in proti. To je, jaz mislim, da je to žal, naravnost, genska bolezen slovenska. Mi bi vsi radi bili več kot smo, ne znamo pa to, kar smo, ali pa nimamo volje, da bi to dvignili na najvišji nivo, da bi lahko enakovredno se pogovarjali tudi z narodom, ki ima 100 milijonov, 200 milijonov, ker ko se začneš ti soočati na ravni, da govorim po svoje, če se jaz soočam kot pesnik na nekem kongresu, nekem simpoziju, je problem samo kvalitete. Preberem svojo pesem, Američan svojo, Rus svojo in vtis je, kateri je boljši. In tako lahko notranje življenje oblikujemo tako, da znamo živeti pametneje in boljše kot drugi. In da zaključim, žal je današnja politika po letu 90 tako zaljubljena, jaz človeško razumem, nemamo, ko bi rekel, te zadoščenosti ambicioznih posameznikov, da bi lahko umirno vstopali v politično življenje in zato čakajo kot lačen kruha, da imeli priložnost, da se pokažejo ne pametnejše, ampak močnejše od drugih. To je pa smrt. Kultura pa mora pokazati, da je boljša s tistim, s katerimi tekmuje, ne močnejša. In če bi politika v večji meri upoštevala to logiko kulture, bi imeli danes veliko manj težav, kot jih imamo, in bi imeli tudi določeno perspektivo. Danes sem videl v časopisu včeraj, da so neke šanse, da nekdo postane, ne vem kaj, da dobi partnerja zunaj, veliko podjetje,
In sem rekel, ali se mi vprašujemo, zakaj vse naše stvari, ki jih kombiniramo, nas konec koncev čez leto, dve, pripelje na to, da smo na celi liniji državne ekonomije podizvajalci. Glavne so nekje druge, mi pa po dogovoru to ali ono delamo za nje ali pa prek njih. Kaj se lahko zgodi? Tragedija, ko se lahko srečamo recimo z epohalno spremembo evropskega razmerja in položaja. Jaz pravim, lepo je, da smo v Evropi, če drugo ne toliko časa ni bilo vojn. Ampak, ker nobena struktura, noben sistem, nobena ideologija, noben režim ni večen, če se zgodi, da ne bomo več skupnost, ali bomo noter samih sebe tako zreli in sposobni, da bomo spet znali živeti sami zase, po svoje, ko ne bo vrag, ampak sosed, to bližnji, ampak vendarle ne bomo odvisni od nikogar, še manj pa drugi od nas. Moja žena pravi, da ker sem študiral za slavista, nisem pa šel poučevati v šole, da imam patološko razvit nepodešen pedagoški eros in da govorim predolgo. Opročam se.